Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni na komentarju filma Večno sonce brez madežnega uma. Najprej bi se rada v imenu organizacijske skupine Tedna možganov, ki deluje pod okriljem Sinapse Slovenskega društva za nevroznanost, zahvalila Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS, Federaciji evropskih nevroznanstvenih združenj FENS, Fundaciji Dana, Metalka mediji, Rošu, Adria Lebu in drugim sponzorjem in donatorjem, ki so nam omogočili organizacijo Tedna možganov 2021. Naj vas povabim, da nas spremljate na naših socialnih omrežjih Facebook, LinkedIn in Twitter, prijavite se pa lahko tudi na novičnik Tedna možganov in Sinapse. Link do prijave je dostopen v opisu dogodka pod videom na YouTubu in na obeh podstraneh Kanal 1 in Kanal 2, kjer se predvajajo predavanja in komentarji filmov. Tu boste našli tudi povezavo, prek katere nas lahko podprete z donacijo. Vprašanja lahko na koncu postavljate prek platforme sli.do, tam lahko tudi glasujete za vprašanja in na koncu boste predavateljici odgovorili nanje. Če gledate na YouTubu, je povezava pod videom, če gledate na spletni strani, pa nad videom. Kot rečeno, tole je komentar filma Večno sonce brez madežnega uma. Danes sta z nami Kristina Stražišar, študentka sociologije in pedagogike, in Tara Vlaškalič, študentka filozofije. Tara se znotraj svojega študijskega področja ukvarja s fenomenologijo in azijskimi filozofijami. Je dejavna članica študentskega filozofskega društva in glavna urednica zbornika Filozofskega maratona. Kristina pa se ukvarja z mladinskim delom, zanima pa jo analitična psihoterapija. Tako, zdaj pa vama Kristina in Tara kar predajo besedo. Super, hvala Nastja. Še en lep pozdrav iz najine strani. Glede na večerno uro smo pripravljali nek tak sproščen pogovor, ko so se odločila, da bova skozi svoja področja raziskovali teme filma. In Večno sonce brez madežnega uma je nek tak film, o katerem že skoraj vsak je enkrat slišal. In mogoče tako tudi prvič je bil predvajan leta 2004 in požel veliko nagrad. Leta 2005 je dobil tudi Oskarja. Mogoče tudi tako zanimivost, scenarist Charlie Kaufman na svoj nek domiseln in ambiciozen stil poteka zgodbe, na nek način daje v ospredje dialog in neke življenjske teme, ki so včasih na nek način mogoče malo nadnaravne oziroma nekaj, kar ni v vsakdanjem življenju, ampak ob enem se pa dotika takih vprašanj, ki se jih vsak človek vpraša. In kot bomo kasneje videli, je glavna tema filma spomin, v katerem pa nasplošno vsi večkrat razmišljamo, kaj se spominjamo, kaj ne, zakaj recimo včasih, ko smo v postelji zvečer, pa vemo, da bomo mogli iti spat, in potem pride nek tak moment, tisti cringy moment, pa zakaj je ravno takrat prišel, zakaj ne more iti stran, kaj so vse te poante spomina. In so se odločile, da bodo danes malo raziskale, kaj pa se dogaja v tem filmu. Igralci Jim Carrey, sigurno najbolj znan, in Kate Winslet ful dobro odigrata glavni vlogi v filmu. Režiral film malo zapletla. Režija je pa od Michaela Gondryja. Torej, ja, zdaj sem že malo omenila, da se film sooča s spominom in pravzaprav spremljamo zgodbo Joela Bariša, ki šokom ugotovi, da ga je ljubezen njegovega življenja, Clementine, izbrisala iz svojega spomina. V neki želji po maščevanju, na nek tak način si lahko tudi to interpretiramo, on stori enako in se obrne na kliniko oziroma podjetje Lacuna, kjer se pa zdaj celotna zgodba pravzaprav zares začne. Zdaj tak nek manjši uvod v film. Tara, kako si pa ti pravzaprav, ne vem, a si ti kaj raziskala, zakaj pa je ta film tako, wow, kaj pravzaprav poanta tega filma, da še od leta 2004 še vedno danes govorimo o njemu? To bo sicer posploševanje, ampak po ogledu se mi je zdelo, da je to eden izmed tistih filmov, ki ga ljudje po eni strani ali obožujejo ali pa zelo slabo sprejemajo, mogoče tudi do stopnje nekega zaničevanja. In s čim si je ta film sploh po eni strani prislužil tako fanatično sledilstvo?
Malo sem šla pogledat kritike na internetu in kmalu sem ugotovila, da so recimo profesionalni kritiki bili v veliki meri naklonjeni. Ampak, če bi v zakup vzeli celoto zapisov, potem naletimo na ogromno negativnih. Torej nekako ta dihotomija, ta kontrast med 5 zvezdicami ali 1 zvezdico in redko katera vmes. Ampak dejstvo je, da ima ta film nek kulten status. Med drugim pa to verjetno dolguje temu, da se loteva in pokriva kar nekaj širokih tem. Ampak tukaj bi rada opozorila, da moramo biti še posebej pazljivi. Kar želim povedati, je to, da gre pa na vse zadnje le za film. Ker je film kot tak drugačen medij kot pisanje, kot strokovni članki, smo lahko dokaj hitro zavedeni od njega. To ne pomeni, da nima nekaterih prednosti, sploh zato, ker je nekakšen drugačen medij izražanja, ki lahko drugače in hitreje prodre do čustev, torej ko pride do same ekspresije, ampak da nas lahko hitro pahne v nekakšno, kako bi temu rekla, prevaro, da resnično razjasnjuje karkoli oziroma da se dotakne teh središčnih konceptov. Torej, ceniti bi ga morali preprosto zato, kar je, kot umetniško delo, vsaj tako jaz mislim. Torej, odpre, kot sem povedala, veliko število tem, ampak zares učinkovito na teoretski ravni se ne dotakne zares nobene. Ampak 2, kot si že ti omenjala, bom še drugo dodala, ki po mojem mnenju najbolj izstopata znotraj tega filma, sta moralnost odločanja in z njim problem svobodne volje, kar se veže na sam osrednji koncept spomina, ki si ga že lepo uvedla, in filozofija življenja Nietzscheja. Edino, kar moramo še vzeti v zakup pred celotno analizo, je pa to, da začrta zelo specifično linijo pripovedovanja, nek svoj svet, v katerem se stvari odvijajo, na način zamišljen s strani režiserja. O tem bi potem govorila mogoče še kasneje, ko se razvije pogovor, ampak to je zaenkrat, to je to polje, ki sem si ga sama ustvarila v filmu. Pa mogoče bi te potem pozvala k sami sekciji spomina, ker si tako lepo povedala, da bi se v to spustila najprej. Ja, mislim, meni je bilo to, da je nek tak spomin, nekaj takega res me je začelo zanimati, kako pa pravzaprav spomin deluje, kaj pa je tisto, kar, mislim, nekaj, kar vsi vemo, da imamo nek spomin, ne vem, na otroštvo, pa imamo spomin na to, da so bili kakšni neprijetni dogodki, ali pa, ne vem, včasih pa spomin pravzaprav v šoli, ko se treba nekaj spomniti, ali pa, ne vem, pravzaprav marsikdaj smo tako, imamo vprašanja o spominu. In je bilo zanimivo, da pravzaprav že vrsto let se spomin raziskuje. Sprva je bil v domeni filozofov, kasneje psihologov, danes pa razumevanje delovanja spomina vse bolj podpirajo nevrološke in biokemične raziskave oziroma nevroznanost. In tako danes vemo, da spomin temelji na več sistemih, ki delujejo v medsebojni in različnih anatomskih predelih, recimo hipokampus, pa potem tudi amigdala, pa mali možgani, tako pravzaprav je na različnih delih možganov se nahaja ta spomin. No, in zanimivo je to, da recimo ravno po analogiji delovanja računalnika, torej kako se te informacije shranjujejo, kaj se dogaja z njimi, se je razvil in tudi najbolj uveljavil 3-fazni model strukture spomina. Gre pravzaprav za to, kaj se dogaja z določeno informacijo, nekim dražljajom, ki ga naše telo sprejme. In od sprejema in do takrat, ko jo moramo poklicati nazaj. In na ta način pravzaprav poznamo trenutni spomin, kjer gre za izbor dražljajev, ki bodo šele šli v obdelavo. To so le tisti dražljaji, ki v nas budijo pozornost in s tem prebijajo v kratkotrajni spomin. Te neke že obstoječe sheme določajo, kakšen spomin pravzaprav pripisujemo prihajajočim dražljajem in kako jih bomo potem organizirali. In potem pridemo tudi naprej do kratkotrajnega spomina, katerega priklicujemo informacije iz dolgotrajnega spomina, ki ga bom potem še malo opisala. In v tem kratkotrajnem spominu začasno shranjujemo, predelujemo in urejamo trenutno aktualne informacije. In informacije shranjujemo v takšni obliki, kot smo jih dobili, in jih pomensko ne predelujemo. Recimo, tukaj gre tudi za neko to, kako bomo se naučili kakšno pesem, da jih ponavljamo oziroma jo na nek način kodiramo. In potem del kratkotrajnega spomina je pa tudi delovni spomin in tu se srečujejo informacije s tistimi, ki jih priklicujemo iz dolgotrajnega spomina.
mogoče je bilo meni tukaj zelo zanimivo, ko sem brala, da je pozornost tukaj zelo pomembna. Meni je bilo to zanimivo, ker kot je prej Nastja omenila, se ukvarjam z mladinskim delom in ker študiram pedagogiko, mi je bilo všeč, kako pravzaprav je ta pozornost, da se mi pozornost vedemo na neko informacijo, da jo bomo sprejeli, da jo bomo prejeli in da je največji nasprotnik monotonija oziroma neka enoličnost. In kako se je ravno to mogoče pa zdaj tudi malo med korono pokazalo, da včasih so naši možgani kar malo odplavali, niso bili več toliko pri stvari in se je bilo malo težje zapomniti. No, ampak prehod iz kratkotrajnega v dolgotrajni spomin je pa lažji, če se navežemo na že obstoječe podobe, pojme oziroma če imamo že neko strukturo, sistem oziroma mrežo. Okay, prej sem omenila tale dolgotrajni spomin, ki ima pa ogromno kapaciteto. Vsak od teh spominov, ki sem jih do zdaj omenila, ima neko kapaciteto, kamor se shranjujejo določene informacije. In ta dolgotrajni ima največjo kapaciteto, kar je tako, pravzaprav v spomin lahko res veliko shranimo. Včasih je bolj težava to, kako moramo potem informacijo pripeljati nazaj. In kognitivne raziskave kažejo, da je dolgotrajni spomin pravzaprav sestavljen iz več različnih sestavin oziroma struktur. In tako imamo čutni spomin, pa motorični spomin, to je ta gibalni, in pa podzavestni spomin. In tukaj pač ne moramo iti mimo Freuda, ki pač je pravzaprav, ja, mislim, zanimivo je to, da je že on opozoril, da negativno čustveno obarvane dogodke v spominu potlačimo v podzavest in se jih nočemo spominjati. In on je pravzaprav upozoril na velik pomen čustev v delovanju spomina. In danes pravzaprav tudi raziskave pokažejo na povezanost spominskih zapisov s čustvi. In zato je treba modele struktura spomina gledati v povezavi s pomeni, ki ga imajo prihajajoči vtisi in podatki. Torej, če so neki dogodki za osebo pomembni, neke informacije, ki jih bo predelala, jih bo tudi globinsko kodirala in trdneje zasidrala v spomin. Ampak mogoče, kako pravzaprav, tle zdaj razmišljam, kako bi recimo filozofija gledala na spomin, ker sem prej omenila, da je bila tako, tudi, mislim, da sem bila pravzaprav je bila sprva v domeni filozofov. Tara, pa ne vem, bi se tukaj že ti navezala ali se mogoče še malo kasneje? Mogoče lahko. Zdi se mi, da si dala tak lep, malo bolj znanstveni in psihološki vod v celotno zadevo. Ampak če konkretno gledava film, kako se ti zdi, a je bolj poudarek na tej konkretni znanstveni strani problematike samega spomina, a se nahaja bolj na neki umetniško-filozofski ravni, tako po občutku? Zame je sigurno ta umetniško-filozofski, ampak mi je bilo pa zanimivo, pač mene je potem zanimal ta trdni spomin, kaj se pravzaprav dogaja. Zato ker en del, ki mi je bilo tako mogoče zanimivo, je bilo en odlomek je vmes, kjer reče, ta Joel reče, is there any risk of brain damage? Torej, a je kakšna možnost, da bojo moji možgani poškodovani? In potem dobi odgovor, technically speaking, the procedure is brain damage. In sem lahko, kako pravzaprav potem zdaj to prevesti, da pač nekaj pa je prišlo do neke poškodbe. In tukaj sem potem malo raziskvala, da pravzaprav ne gre samo za izbris informacij. Recimo Clementine na nek način svojo bolečo izkušnjo razveze, ko se pač Joel pa Clementine razideta, skuša resetirati, skuša dati tisti gumb, ne, tega le pa nočem, ker boli. In skuša se izogniti vsem tem informacijam, ki jo vežejo na zvezo z Joelom. Ampak problem je, da spomin, kot sem prej omenila Freuda, pravzaprav nosi to čustveno noto. In poenostavljeno imamo lahko torej dvoje, imamo same informacije in imamo informacije s čustveno konotacijo. In mogoče sem jaz res malo bolj tako navezovala na ta realni oziroma mogoče bolj tak psihološki aspekt možganov, ampak mi je bilo zanimivo, a je pa torej možno, da bi kaj takega bilo. In mogoče še to zdaj, film sicer klele majčkeno naslovi ta del, da reče, kje pravzaprav vse nahajajo te informacije. In gre za neko mapiranje dogodkov, spominov. In to je v tistem trenutku, ko mora Joel pravzaprav prinesti na kliniko vse predmete, ki ga kakorkoli spominjajo na Clementine, in potem mu oni kažejo te predmete in računalnik mapira, kje so te informacije shranjene,
da kasneje, ko potem gre v spanje in mu dajo neko čelado, da mu izbriše ta spomin, tiste delčke spomina pravzaprav brišejo. In potem sem šla malo gledati, kje kaj v spominu je. In mi je bilo zanimivo, da recimo poškodbe živčevja močno zmanjšajo kratkotrajni spomin, ampak to je tisto, kar sem ga na začetku omenjala. Recimo, če je pa hipokampus poškodovan, se ne poškodujejo starejši spomini in kot sem nekaj prebrala, da se poškodujejo lahko spomini do 10 let. Potem pa vsem nekje ostanejo in kar mi je bilo pa najbolj zanimivo je pa to, da amigdala ima pa neko funkcijo pravzaprav za učenje čustev oziroma čustveno obarvane dogodke si zapomnimo bolje kot dogodke, ki so čustveno nevtralni in se shranjujejo na različnih delih možganov. In mogoče ravno tukaj še taka navezava, da če je hipokampus poškodovan, je še vedno nekaj shranjeno v amigdali. In tukaj mogoče taka podzavest. In to se vidi, ko Clementine se delčka se celo spomni. Takrat, ko je potem z novim fantom in je na kraju, kjer je bila prej z Joelom, to je na nekem zamrznenem jezeru, jo nekaj zmoti, nekaj jo manjka. In potem ona na nek način impulzivno, nevedno se rabi umakniti, rabi nekaj poiskati, nekaj ji manjka. In mogoče tukaj samo še obrazložim, da to podjetje, ki deluje za izbris spomina, Lacuna Incorporated, pravzaprav ime te klinike izhaja iz latinske besede praznina, manjko, nekaj torej manjka. Ampak mogoče zdaj pa, Tara, na tej točki me pa res zanima, kako recimo, a bi bilo cool, da bi eno kar zbrisali spomin, oziroma da bi mu dali nek ta manjko ali pa na nek način, ne vem, a je moralno okej. Mislim, tako razmišljam tisto, pač ti pravzaprav enemu lahko potem kar zbrisal ali pa bi mu rekel, ta spomin pa ne šteje. Ja, me veseli, da so se navezali bolj v to smer, čeprav niti moralna teorija ni toliko moje področje, ampak psihoanaliza pa sploh ne, tako da me veseli, da so prečili Freuda. Zdaj, osrednje vprašanje, ki si ga postavila, je bilo to, če bi lahko izbirali, da bi storili izbris spomina, bi vzeli kot subjekti to ponudbo. In zdaj, kar se tiče filma, kot si lepo povedala, Lacuna Incorporated je podjetje, ki izbriše spomine, da bi subjektom zbrisala druge spomina. In to dela zato, da bi na nek način, če se lahko zbito izrazim, da bi umanjšala njihovo bolečino. Ampak ne gre samo za to ključno vprašanje, če bi jaz ali pa kdorkoli drugi izbrisal spomin in vzel to ponudbo. Gre tudi za to, da če jaz ne bi, ali bi moral nek drugi sosubjekt imeti to priliko, če bi bilo to varno in zares učinkovito. Ampak še en problem se pojavi v tem, sama naracija filma ne namiguje na to, da bi lahko prišli mi do nekega večnega sonca brez madežnega uma, ki se nahaja v samem naslovu filma, s katerim se ponaša. Poanta je to, da so nam v vsaki instanci prikazani precej nesrečni izidi z uporabo te tehnologije. Vsi doživijo samo slabe izide, ne glede na to, kako pogledamo like, precej dramatične vse skupaj. In to je zato, ker gre ta procedura napak v samem postopku in tukaj se že pričenja pokazovati ta naracija, ki jo želi vpeljati film. Torej, film nas poskusi prepričati, da bi bil sam izbris slaba ideja, tudi če bi lahko razrešili te nepravilnosti. Ampak, a je to res prav? Če bi na to vprašanje recimo gledali strani, česa naj se oprimam, prvotnega klasičnega utilitarizma avtorjev, kot so recimo Bentham in Sedgwick, bi se vprašali potem takem, če uporaba takšne tehnologije dobra stvar ali ne. Odgovorov bi pa potem premišljali na podlagi razmisleka, da je pravo, torej moralno pravilno in utemeljeno dejanje, v nekem primeru takšno, ki bi prineslo največ možnega ugodja za kar največje število ljudi. Torej bi kalkulirali možne posledice, vse skupaj bi se pa nekako izteklo v nekakšno seštevanje plusov in minusov na koncu. In če bi se zdaj gibala znotraj tega sklopa moralne teorije, bi morali dejanje izbrisa spomina potem takem obravnavati kot neko nujno možnost. Ampak, a je res tako? Ni povsem razvidno, če bi to povečalo vse splošno ugodje. Ampak spet, procedura, kot je prikazana v tem filmu, ne izboljša ugodja. So potem sploh razlogi, da bi zavrnili izbris, ukolikor bi bilo to zanesljivo, varno in efektivno. Tu se srečamo z dvema poloma.
prvi pol bi recimo zagovarjal to, da so boleči spomini do neke mere nekaj dobrega, ker nam omogočijo, da bi od njih pobrali relevantne nauke v smislu, učimo se na napakah, postajamo močnejši in boljši ljudje, subjekti. Ampak to ni celotna zgodba. V nekaterih primerih je pa tako, da boleči spomini sproducirajo veliko več slabega kot dobrega za svojo možno posledico. In te življenjske lekcije, o katerih sem govorila, ki naj bi nas izboljšali, bi pa verjetno lahko pridobili tudi prek kakšne druge metode ali doživetja kakšnih manj bolečih izkustev. In to je problem. Film slika eno pripoved v umetnih pogojih, medtem ko je pa moralna filozofija, ko me ravno sprašuješ o tej sferi, je kot taka struja, ki je sposobna priskrbeti argumente za praktično vsako možno situacijo. Ne govorim, da je nek relativizem, malo bolj komplicirano je tega, ampak vseeno. In zato je karkoli, težko je sploh povedati karkoli substancialnega o tem. Ampak vseeno bi se do neke mere potem zadržala na eni zanimivosti znotraj tega. Še nekaj okrog filma, zdi se mi, da ta film romanticizira ta prvi pol, o katerem sem govorila, to, da postanemo krepkejši, da postanemo boljši, kolikor premagujemo slabe izkušnje. In to me je mogoče tudi motilo pri samem gledanju, ker se mi je zdelo tako očitno. Ampak mogoče bi potem v navezavi tebe vprašala še nekaj od prej, kar me zanima, in sicer, kako je, če se kakšen del možganov zares poškoduje, a kje sploh kaj ostane? To je tako, tudi tisto mogoče, kar sem prej malo omenjala, da v tej amigdali verjetno nekaj še ostane, ta neka podzavest. In tukaj mogoče, ne vem, če se malo navežem na to, kar si ti prej govorila v filmu, oziroma to, da neka izkušnja pol pride, da se potem iz spomina nekaj naučimo. Je pač neka asociacija, nekaj je še ostalo, tudi v filmu to vidimo. Recimo že čisto na začetku, ko Joel ne gre v službo, ampak in tudi on celo pove v filmu, da pravzaprav se on impulzivno, čeprav ni tak človek, ne vedoč odpravi na Montauk. Pravzaprav drugam ne gre, ampak reče, ne, jaz nisem tak človek, jaz sem zelo tako, ne bom impulzivno se odločil, ampak v tistem trenutku je pa nekaj bilo, kar ga je, pa kasneje izvemo, da je bilo to že potem, ko je bil izbrisan spomin. Torej, nekaj je ostalo v nas, nek manko. In torej ta manko informacij, nekaj, kar je bilo, oziroma neko neskladje, ravno to predstavlja v filmu, vsaj zame, nek ostanek spomina, ostanek prejšnje izbrisane zveze. In mogoče tudi tukaj to neskladje predstavlja nek gon, nek nagon oziroma drive, da poišče resnico oziroma da razišče to neskladje. In zanimivo je, da tudi to kasneje ugotovi tudi ta asistentka Mary, ki gre tudi sama skozi izbris spomina, ampak se njena čustva do šefa niti ne spremenijo. Ona ne ve točno, kaj je bilo, ampak še zmeraj jo nekaj žene tja. In na koncu ona potem tudi pošlje vsem datoteke in sporočilo, kaj se je vsem zgodilo, pač pošlje jim nazaj te spomine. In meni je bilo tukaj mogoče to, kar si ti prej rekla, ja, da se iz spominov mogoče nekaj naučimo, ali pa kako bi to bilo. Zdaj, če mi izbrišemo del sebe, neko bolečino, ki si jo ne želimo, ali pa ne vem, tiste cringy momente, ko sem jih na začetku omenila, ko greš spat, pa si tako, joj, zakaj je zdaj tole prišlo, pa ne morem zaspati in zakaj je to tukaj. Ampak vseeno, to nam potem omogoča, da naredimo nek svoj zaključek, da pa vseeno nekako zaključimo to, ker ostal bi manko, oziroma potem je tudi vprašanje, kdo bi točno bili mi. Ker nekatere teorije so, da pač spomin nas sestavlja, da je to del nas in da smo v tem trenutku pač to, kar smo vse podoživeli in vse te informacije, ki smo jih shranili, vsi ti dogodki, ki smo jih doživeli, so nas oblikovali kot take, kot smo. Res je, da so nekateri boleči in res je, da za nekatere potrebujemo veliko časa in ja, nažalost so tudi dogodki, ki se mi zdi, da se jih nihče ne želi, da bi se komu zgodili in takrat je še veliko bolj težko, ampak da bi pa samo izbrisali in da bi potem ostal nek manko oziroma da bi nekaj bilo, bi bilo pa pravzaprav še hujš. Mislim, vsaj jaz si predstavljam, da potem bi bilo skozi neko iskanje resnice. In meni ja, potem... ampak...
Ja, zdi se mi, da se pač tako, ker se tako pogovarjajo, se zelo hitro da zavrteti v krogih, ker je splošno in se ne oprema za res ničesar. To se mi zdi tako nek tak sentiment, ki je nek avtomatizem, ko pričnemo razmišljati o tej temi, ampak vseeno se mi zdi, da če bi se zdaj gibali v sklopu samega filma, da je največja napaka, ki jo ta film naredi, da ne zmede na koncu koncev, to, da predpostavi to negativno samega brisanja spomina in zakaj se sploh zgodi celotna zmeda z Joelom in s Clementine. Težava je v tem, da so človeške roke na delu. Se pravi, na delu imamo dve nesposobni osebi, ki zafrkneta celotno zadevo, pogoji so grozni, obstajajo neke kasete, ki jih potem post-factum ljudje dobijo nazaj, dva prijatelja po nesreči oziroma namenoma kasneje razkrijeta resnico o izbrisu spomina Clementine. Ampak kaj, če bi izolirali recimo to dejstvo z nekim miselnim eksperimentom, plus še en večji pomislek, ki ga pa tu dobim s tem tvojim sentimentom o izbrisu spomina in s tem, da nas krepi, če ga ne, je to, kaj pa kakšni bolniki, ki imajo recimo, ne vem, PTSD in podobne zadeve, ki so jih stvari res resnično globoko prizadele. Če bi imeli neke popolne pogoje, pod katerimi bi lahko nekomu izbrisali efektivno, učinkovito in praktično spomin, a se potem ne bi smeli poslužiti tega, oziroma če se ti potem še vedno zdi ta stanca nekako upravičena. Ja, zato sem mogoče že prej malo razmišljala, da tako, ja, so te spomini oziroma te dogodki, ko prinesejo neko travmo, ko je pravzaprav še huje. Ampak mogoče za enkrat izgledam tako, da vseeno, če bi izbrisali čisto, pač potem bi mogli nekaj nadomestiti. Pač, kaj pravzaprav bi izbrisal nekaj, ampak tam bi postal nek manko. Mogoče bi mogli zamenjati nek spomin, ampak ti si mi zadnjič poslala v Dela za eno tako prijetno čtivo in sem ga ful oboževala, par poglavij sem prebrala, tipi znakov, pa potem učenje je bilo, pa še nekaj je bilo v resnici, znaki in resnica. No? Pa v Magdalenicah. Ja, pa v Magdalenicah. To je bilo prav zanimivo brati in mi je potem tukaj bilo tako mogoče par takih stvari, ki sem jih si malo izpisala, je bilo, da spomin je kot neka pripoved o nekem učenju. Učiti se pravzaprav je še vedno spominjati se in vloga spomina je kot sredstvo nekega učenja. In mogoče potem še ta resnica, ki jo pač, a ne zdaj to, če bi mi izbrisali nek grozen spomin in bi tam ostal nek manko, ker vseeno, kaj izbrisali bi en del našega življenja, kako bi to sploh pravzaprav zares delovalo. A potem mi ne bi bili mi, ali bi bil nek preskok, ali kaj točno bi se zgodilo, ali bi nam nekaj manjkali in bi tako mogoče kot Joel pa Clementine bili skozi v neki ideji, nekaj ne štima, nekaj ne gre. In tukaj tudi Delas se vpraša, kdo išče resnico, kdaj jo iščemo in reče, da kadar smo žrtve neke vrste nasilja, kar je grozno rečeno, ampak to nasilje nas žene v to iskanje, da je nek dogodek, ki nam vzame mir, ko nekaj pravzaprav ne znamo pravilno interpretirati, ko ne gre v skladu. In to nasilje oziroma neko srečanje z nekim znakom, ki ga ne znamo interpretirati, zagotavlja avtentičnost. In tukaj je pa mogoče meni ta pomemben trenutek, da smo avtentični, da smo sami s sabo, da delujemo nekje iz nas zares. In ne, da bi potem nekaj umetno naredili, ker potem mogoče z moje strani se pojavi vprašanje, se pa bi pa lahko človek naredil svoje življenje. Pravzaprav ne bi bilo samo tisto, da bi izbrisali neko travmo, ampak mogoče bi lahko pravzaprav naredili neko čisto svojo idejo življenja. Ampak a bi bili potem še zares avtentični, a bi bili zares mi? Kaj bi bilo tisto? Ne zagovarjam, da bi bili potem tisti kakšni trenutki, mislim, še zmeraj pravim, da so res grozni in da se ne bi smeli dogajati, ampak mogoče pa, da bi jih mi kar potem tako posegali v njih in mi naredili neko interpretacijo, kar tudi Delas potem vmes omeni, da tudi tukaj ne gre za resnico. Resnica je tista, ki je na žalost včasih nasilna, ki nam ni všeč, ampak tisto je nekaj, kar je pa čisto, kar nam omogoča iti čez. Mogoče resnica je odvisna od srečanja z nečim, kar nas sili misliti in iskati tisto, kar je zares resnično. Ne vem, mogoče kaj bi se tukaj še navezala, pa mogoče, ker smo glih pri filozofih,
Imaš ti še kakšnega takega, ki bi ga omenila, oziroma kje bi se tudi tukaj zdaj še navezala? Če se še vedno gibljeva okrog moralne presoje, ne vem, kaj bi rekla v tem kontekstu. Ja, ne, zdaj sem se spomnila, ne, resnica. Zdi se mi, da če obereš tudi svojo metodo govora o tem, da predpostavljaš, da je resnica nekaj, po čemer se intrinzično žene vsak subjekt posebej na nek način, kot da je nekaj, kar vsi de facto zasledujejo oziroma imamo nekako urojeno v sebi. Ne vem točno, če bi se strinjala s to trditvijo, ampak sem se spomnila na en zanimiv miselni eksperiment Roberta Nozika. In sicer gre za to, da ko smo soočeni z neko dilemo, recimo z dilemo izbrisa tega spomina, se obmisli na to že vedno, če predpostavimo to tvojo resnico kot smoter, dozdeva, da ne moramo zadostno razložiti, kaj nas moti na tej ideji, nimamo nekega argumentativnega orodja. In Nozick je naredil v svojem času nek precej znan miselni poskus, ki ga je poimenoval izkustvena naprava. Tako sem poslovenila, drugače experience machine. Ta naprava bi ti potem poklonila katerokoli izkustvo bi si poželel. Sam ga pa potem opisuje nekako takole. Predpostavi, da bi bili v sobi neki nevropsihologi, ki bi lahko stimulirali naše možgane, in potem bi se ti kot subjekt počutil, kot da recimo, kaj vem, pišeš nek velik roman, spoznavaš nove prijatelje, se na novo zaljubljaš, bereš zanimivo knjigo. Fizično bi ves ta čas lebdel neki kadi z elektrodami, ki bi bile pripete na tvoje možgane. In zdaj vprašanje, bi se vklopila v to napravo za cel preostanek svojega življenja, če bi ti bilo to omogočeno, in da bi vnaprej potem lahko programirala tudi vse svoje življenjske želje. Ko si v tej kadi, se ti seveda ne bi zavedala, da si fizično v tej kadi. In mislila bi, da se vse to dejansko dogaja, da je to res. In naslednje vprašanje, na katerega naletimo znotraj tega miselnega poskusa, je pa potem, če ima za nas sploh kaj razen načina, na katerega izkušamo svoje življenje od znotraj, svoje notranjosti, iz neposrednega, sploh kakšen pomen. In izkaže se, da nam druge stvari, ko to tudi pomenijo nekaj, recimo to, da dejansko storimo nekaj, ne samo, da imamo izkustvo tega. Vrednotimo namreč to, da smo in da postajamo določene vrste ljudi, to bi bil en primer. Torej, jaz kot oseba nočem imeti samo izkustva tega, da sem dobra oseba, ampak dejansko intrinzično želim biti dobra oseba, ne glede na pogoje, ki niso nujno vedno sreča. Želim si vedeti skratka, da izkušam neko pravo stvar. In večini nam nekaj pomeni, da smo avtori svojega življenja in da naše življenja vsebujejo danost interakcije s svetom. In Nozick bi rekel, torej, glede te svoje mašine in tega, kako razrešiti sam zaplet to, da pridemo do spoznanja, da imajo izven neposredno izkustvene reči tudi lahko znaten pomen za nas. In do tega spoznanja pa pridemo tako, da si zamislimo ravno to izkustveno napravo in spoznamo, da je ne bi uporabili. Zdaj, jaz nisem točno odločena glede tega in kaj bi si fizično izbrala, ampak v navezavi na tvojo resnico in predpostavljajoč to kot nek naš smoter, se mi zdi, da gre ta miselni eksperiment definitivno v tvoj kontekst. Kaj pa ti praviš? Meni se zdi, da človeku nekaj manjka, če je tako neki umetnosti. Mogoče si želi na čase bi šel, mogoče tudi ta VR očala, ki so in ti lahko popelje v neko novo realnost ali pa nekaj drugega. Ampak je nekaj, kar si vseeno želimo, tisto avtentično, neko resnično, oziroma tisto tako, želimo si izkusiti, želimo iti v tisto smer. Nismo tako, ne vem, mogoče, mislim, zanimivo, tako, mogoče za vse gledalce danes tak nekaj takega za razmišljati, a bi na eni strani se prepustil in bi si dal ustvariti neko svoje življenje, ampak kako, recimo, ne vem, mogoče jaz razmišljam v tej smeri zdaj, da ja, se bi bilo kul bi bilo zdajle na more, kaj korona, pa bi pač lahko šla nekam čist po svoje, pa bi bilo ful na easy in bi bil mir in bi bilo vse, ampak mogoče si jaz predstavljam to samo kot do neke mere, samo ja, šla bi tja, tam bi bilo, ampak ne predstavljam si pa, kakšni dogodki bi bili, pa kaj, mogoče neke želje, ampak
to še zmeraj ni tisto, kar bi bilo zares in tudi kaj bi me potem prevodil, pa kaj bi iz tega, kaj bi se naučila, kaj bi pridobila več. Je to samo neko iskanje užitka na nek način, oziroma neko tako stanje, ne vem, mogoče tudi tako, da si malo anesteziran, da tako, malo daš vse na stran. Ampak ja, dilema je bistveno v tem, Kristina, da ti bi recimo to odločitev nadse vzela zdaj, ampak ko bi bila ti v tem tanku z elektrodami in z vsem ostalim, ne bi vedela, da si sprejela to odločitev. Se pravi, samo trenutna zavestna ti, ki je ujeta v tej družbi, sprejema to. In če bi naredila ta preklop, ti nikoli ne bi vedela za to, da si naredila ta preklop. Tako kot, ja. Zanimivo bi bilo. Mogoče kdaj sanjam, mogoče v sanjah. Ne vem, tudi tam se težko zavedaš, kaj je. Zato se mi zdelo, da se je dobro navezvalo na ta film, nekako mogoče v neki reverzni poti, zaradi tega, ker dejansko gre za izbris spomina, ne za to, da se napolnimo z nekimi novimi izkustvi in za idealnem življenju, ampak na nek način zelo blizu, ne? Ja. Ja, mogoče še ena reč, ki sem jo opazila v filmu, je bilo to, da je bilo precej navajanja Nietzscheja in sicer en specifičen citat. Šlo je za 217. aforizem v On stran dobrega in zlega. In v angleščini je citat nekako Blessed are the forgetful, for they get the better even of their blunders. Ampak, ko sem šla preverjati zadevo v knjigi, to nekako ni neposreden prevod, ne iz nemščine, torej iz izvornega jezika. Nekako tak je v slovenski zdaj neposredni. In ta aforizem se v slovenščini bere blagor pozabljivim. Ti opravijo tudi svojimi neumnostmi, kar se mi zdi veliko manj romantično. Pa ja, Nietzsche je bil precej prisoten v tem filmu. Mogoče me ni popolnoma prepričalo, pa je potem terjalo kar nekaj branja, da sem naredila neke konkretne navezave na to, ampak kakšna se je tam zdela zastopanost filozofije znotraj tega filma, glede na to, da si jo tudi ti na dodiplomski ravni študirala? Ja, ne vem, mislim, tako včasih je bilo malo tako, sem bila tisto, meni osebno se je zdelo včasih mogoče malo izven konteksta, pa zraven v kontekstu. Tako zelo zanimivo mi je bilo, ker ta scenarist tudi večkrat upelje neke take filozofske teme in mi je bilo po eni strani všeč, ker mislim, tako imam zelo rada, če se v filmih kaj takega pojavi, ampak po drugi strani pa recimo tam, ko potem zbrisujejo spomin, pa kar naenkrat pride, sem da tako, bomo prišli kam še kaj, bomo še kaj rekli, ali je to bil zdaj samo tam, zato ker je bilo, no, tako, mogoče je meni malo še umanjkalo, ampak mi je bilo pa zanimivo, da je noter. Vem, si ti to potem še kaj raziskvala, kako je šlo? O prvem gledanju filma, ki sem ga opravila 1 leto nazaj, preden se je zgodilo tisto, da nismo imeli tedna možganov, se mi je zdel film zelo pretenciozen, sploh ko sem poslušala te citate, zdaj, ko sem ga gledala v drugo, 1 leto kasneje. Sem imela precej boljšo izkušnjo z njim, čeprav prvi vtis je bil res tisto, zelo radi se obešamo na citate v javnosti, kot so recimo Descartov cogito, mislim torej sem, ali pa človek ne more dvakrat stopiti v isto reko. In ta se mi zdel podoben, tako izdano sem se počutila, ko sem šla brati Nietzscheja, sem videla, da je vpet v kontekstu njegove moralne filozofije in da je v celotnem odstavku oziroma aforizmu totalno nesmiselno izpeta celota, ki je ponavljana v filmu, ampak se mi zdi, da nakazuje na neke druge ključne koncepte pri Nietzscheju, ki sta amor fati in večno vračanje. In ravno to večno vračanje se mi zdi, in tudi potem amor fati kasneje, ki je potem ta končni ključni moment, se mi zdi, da sta zelo prisotna. Znotraj samega filma neposredno, ja, film se precej oprijema te logike, no? Nietzsche bi rekel, da tudi če je razvidno, da je nekaj usmerjeno v propad in razkroj, da bi morali ceniti pričujočo neko sedanjost in tisto, kar je trenutno dobro. In nekaj momentov, ki lepo ponazarja to v filmu, je recimo takrat, ko se Joel in Clementine čisto prvič, ampak zares prvič videta in mu ona reče nekaj takega, kot je, to je to, Joel, kmalu me ne bo več, kaj naj storiva? On pa potem reče, uživa ta trenutek, uživajva v tem trenutku.
In kasneje, ko prejmete od Mary nazaj zvočne posnetke, ki jih potem razpošlja ona vsem bivšim klientom Lacuna Incorporated, da bi izvedeli resnico, se pa ponovno odločite, da boste stopili v ljubezenski odnos, čeprav imate pa polno zavedanja o tem, da ima najverjetneje usvojen nek tragičen konec. Riskannost tega in ponovne muke ju pa ne zmotita pri tej odločitvi sploh, ker odtehta vse ostalo, ker so v njunem sedaj, se pravi v tem pričujočem trenutku, v trenutnem hipu, bolj vredne od vsega slabega, kar se lahko zgodi. Ker je zdaj vse popolno in se v tem hipu odvija tisto, čemur pravimo življenje. In to je dobra filmska ponazoritev, bi rekla, filmska ponazoritev večnega vračanja pri Nietzscheju. V končnem prizoru, ki sem ga že omenjala, pa tudi Joe izreče samo stavek v redu, tako kot ona, kljub temu, da se ovesta celotne resnice in svoje usode. In ravno na tej točki se film konča in ravno ta trenutek zelo dobro poudari temu neke repeticije in ujetosti, ki je nekako potem tudi rdeča nit tega filma. Kaj pa ti misliš o vsemu skupaj? Ne vem, mogoče to, kar si zdaj omenila, to vračanje je pač potem tudi, mogoče jaz sem skozi film malo razmišljala, ta njuna zveza, tako, mislim, kaj jo pravzaprav veseli, ampak je tisti trenutek, je tisto, kar jo veseli. Tudi če potem spoznavamo skozi njegove spomine, da je, ne vem, da je bilo naporno, da so bili boji, da je bilo vse, ampak v tistem trenutku se ga prepustita življenju in sta tam. Da, ne vem, imaš mogoče še kakšno tako ključno misel za na konec, ali pa si mogoče kaj pripravljaš še mislim, imaš kakšno Nietzschejevo knjigo zraven? Imam par Nietzschejevih knjig zraven, se sem posegla tudi kar po parih, ampak mogoče da nadaljujem tvoj miselni tok, rešitev iz te celotne zagate, potem ta amor fati, ki je ljubezen do usode. Se pravi, učinkovito, najprej tudi Nietzsche sam ne vidi neke učinkovite poti ven iz te ujetosti v našo lastno naravo in v naravo sveta. Ampak v tem večnem vračanju, kot vidimo pri najnih dveh protagonistih v filmu tudi, najde neko idejo, ki bi lahko učinkovito transformirala to past prav iz njene notranjosti navzven. In to je ta amor fati, ki je ljubezen do usode. Torej, edini način, na katerega lahko pritrdimo življenju v njegovi polnosti, je ta prehod v stanje, v katerem si želimo večno, torej večno svojega obstoja. In tako začutimo neko slo in strast po tem, kar je bilo in je, še vedno se ponavljajoče vso večnost. Nek podoben moment kot v vsej eksistencialni filozofiji, recimo, če se bere kakšnega Sartra ali pa Camilla. In praktični odgovor temu je potem večno vračanje in upor temu. Podobno je pa potem spet pri Joelu in Clementine, ki se zavedata, da se bo njun odnos verjetno samo krožno ponavljal, ampak temu navkljub, ko si med seboj razumevajoče, res razumevajoče v tistem hipu rečeta v redu, je to nekako pritrditev celokupnosti tej prihajajoče zmede, ki se bo še zgodila. In ona dva ravno v tem hipu vzameta nadse vse prihajajoče slabo in vse te tegobe. In to je nekak akt osvoboditve znotraj tega. S tem začasno potem, lahko bi rekla, presekata z verigo vzročnosti in dosežete svoj akt avtentične svobode kot subjekta, torej nekakšen obrat, nekakšno spremembo, ki sta jo iskala ves ta čas pri sebi. Zdaj, mogoče, če si lahko še dovolim, bi prebrala nek Nietzschejev citat, ker mislim, da se vse skupaj nekako obrača proti koncu, ker imam ravno knjigo pri sebi. Hvala, ker si me spomnila. In zdi se mi, da se je ta precej lepo navezoval na celoten film in vse skupaj. In sicer gre tako, to je proti koncu Nietzschejeve Zaratustre. Ste kdaj rekli ja kakšni slasti? O, prijatelji moji, potem ste rekli ja tudi vsemu trpljenju. Vse stvari so zaverižene, zazankane, zaljubljene. Ste že kdaj hoteli enkrat, dvakrat? Ste že kdaj rekli, všeč si mi sreča, trenutek, tren? Tako ste hoteli vse nazaj. Vse znova, vse večno, vse zaveriženo, zazankano, zaljubljeno. O, tako ste ljubili svet. Vi večni, ljubite ga večno in vsak čas. In tudi trpljenju govorite, naj mine, vendar se vrni.
ker vsaka slast v večnost teži. Se mi zdi, da je kar tak lep zaključek najnega pogovora, ker so tako malo raziskvala, sicer tako večerno in z različnih kotov, ampak ja, nekaj takega, mislim, vedno lepo končati s knjigo, se mi zdi tako nasplošno tudi dan. Vsekakor, mogoče kdaj malo pocukrano, ampak se mi zdi, da je šlo v kontekst in sem uporabila to. Ja. Ok, najlepša hvala, Kristina in Tara, za tale odličen komentar. Mi imamo tukaj na slidu tu nekaj vprašanj, pa vama jih bom zdaj kar prebrala. Ok, eno od vprašanj je, če bi resnično obstajala podjetja, ki bi ponujala varno in učinkovito brisanje neprijetnih spominov uporabnikom, kako predvidevate, da bi to vplivalo na družbo? Mogoče, ne vem, mogoče tako iz sociološkega vidika, ampak to je res moja interpretacija, se mi zdi, mislim, jaz sem res mnenja, da vsaj potem človek nekaj nauči in to, kar je tudi potem rekel, da pač pravzaprav se učimo iz spominov, oziroma da to je zelo tako povezano, da mogoče bi začeli ponavljati stvari, ki so se zgodile in ne bi nikoli šli naprej. Mogoče bi vedno stopili korak nazaj, pa bi potem naredili, pa nam ne bi bilo všeč, pa bi izbrisali, pa bi se potem spet vrnili na to točko. Mogoče tako čisto tak enostaven odgovor. Tara, imaš ti kakšnega bolj takega filozofskega oziroma bolj tako kompleksnega? Se moraš... Ja, jaz se opravičujem, to se mi pa prvič. Ja, mogoče ne ravno toliko filozofskega kot pragmatičnega, ampak pragmatizem je tudi filozofija do neke mere. Tako da bi rekla, da ja, mogoče bi bilo fino, da se to zgodi, ampak vsekakor ne na način, kot se je to zgodilo v filmu. Glede na to, da so bile tam nekatere grozne napake in da je vse vodilo v nek totalen kaos. Ker če bi šli nad vse skupaj na način tega filma, potem bi lahko iz tega sledile grozne posledice. Največji problem se mi je zdel to, da so do tega lahko dostopali vsi ljudje, torej kdorkoli se je spomnil še zaradi tako banalne zadeve, recimo imel sem slabo ljubezensko izkušnjo ali pa želim pozabiti neko osebo in podobno. To bi zelo slabo vplivalo na samo družbo in vse skupaj, če bi se uveljavilo, ampak vkolikor bi mi lahko zagotovili neko varno okolje, vkolikor bi vse skupaj v redu funkcioniralo in vkolikor bi lahko samo določeni ljudje to počenjali, ki imajo pravične razloge za to, potem se mi ne bi zdelo toliko problematično, no? Ja, mogoče bi potem kar nadaljevala še z enim vprašanjem, ki se navezuje na to, kar si že povedala. Torej, kdo bi odločal, katere spomine lahko ljudje izbrišejo in katerih ne? Bi bila to izključna pravica posameznika? Jaz ne bi dala za izključno pravico posameznika. Potrebovali bi prav kot prvo neke zakone, posvetovati bi se morali z različnimi strokami in priti do nekakšnega konsenza glede tega, ker se mi zdi izbris spomina kar velik problem z ogromnimi razsežnosti, ki bi ga bilo potrebno obravnavati zelo resno. Tako da jaz v mojem primeru definitivno ne bi tega pustila počenjati vsakemu posamezniku. Jaz se mogoče tukaj strinjam, da jaz tako nasplošno ne bi glih brisala spominov, ampak ja, bi bilo potem treba kar močno pravzaprav raziskati, kdo bi bil tisti, ki bi pa lahko imel pravico, kateri spomini bi bili, zakaj bi bili, kaj bi potem prinesli pravzaprav dobrega. Tako da se mi zdi to zelo tako kompleksno vprašanje, ki bi pravzaprav terjal na eni strani čas, na eni strani polno strokovnjakov in razmislekov, kaj bi vse prinesli naprej. Tako da ja, ne vem, tako zanimivo vprašanje, ampak kar kompleksno. Dobro, naslednje vprašanje. Meri vsem, ki so imeli poseg v spomin, vrne kartoteke z njihovimi izbrisanimi spomini. Če je pozabljanje neavtentično, pomeni povrnitev spomina vrnitev v avtentično. Ja, mogoče na nek način res, ampak
tukaj potem me zanima, kako bi pravzaprav človek doživel vse skupaj to. Kako bi, mislim, se to je tudi po eni strani šok, da zveš vse, kaj se je zgodilo. Mogoče, ne vem, če se čistko banalno, pa na neki način v resnično življenje navežem, mogoče tako, pa predvsem v najstniških letih, ko greš ven na žur, pa potem malo spiješ, pa potem se ne spomniš, kaj se je zgodilo tisto noč, in potem tisti občutek zjutraj, ko si tako, a bi izvedel, a ne bi izvedel, a sploh hočem vedeti, kaj točno se je zgodilo, mogoče tudi tukaj ta, ampak te zanima. Bi rad izvedel, ampak si obenem šokiran, kaj se je vse zgodilo. In mogoče tukaj tudi ta, ne, na en stran šok, ampak ja, je pa tisto pristno, je pa nekaj, kar pa je bilo, kar je pa fajn, da veš, ker vsem te nekaj pa siltja, ostaja tisto vprašanje, kaj je bilo. Jaz pa ne vem, meni se to strani Mary zdelo dokaj sebično dejanje, vseeno, ker se mi zdi, da je izviralo iz nekih njenih osebnih motivov zgroženosti nad tistim, kar se je zgodilo. Mogoče pa, če bi predpostavili, da so nekateri izmed teh ljudi, ki so si dali izbrisati spomin in je bilo res hudo do te mere, da jim je to razodetje ponovno ustvarilo znaten šok, da so prejeli to, se mi mogoče to dejanje samo ne zdi upravičeno, ampak ta navezava na avtentičnost in neavtentičnost se mi zdi zanimiva, ker jo je najti tudi pri Nietzscheju, ko govori o samem spominjanju. Nietzsche namreč trdi, da je treba, zato da smo lahko vpeti v ta sedaj, da živimo naprej v svojem naravnem okolju, v naravnem svetu, primorani na to, da pozabljamo, sicer sproti nekatere stvari, ker če bi se spomnili vsega naenkrat, potem bi vse skupaj prišlo samo do kolapsa. Po enem in po drugi strani pa Nietzsche antitetično. V drugih delih recimo zagovarja, da več silnic, kot je zmožen vzdržati nek subjekt, bolje bliže svoje avtentičnosti. Se pravi, človek je v svetu bolj pogumno bitje, več kot ima nekih silnic, ki divjajo znotraj njega, več kot jih vzdržuje. In s tem izbrisom spomina in z odrekanjem spominom sta Clementine in Joel povzela v neko svojo neautentičnost po Nietzscheju, medtem ko sta ravno s tem zadnjim momentom afirmacije, v redu je, greva naprej, spustiva se spet v ta odnos, čeprav v svojem propadu, prišla do tiste najvišje afirmacije po Nietzscheju, to sprejetje večnega vračanja in svoja avtentičnost, ta akt svobode znotraj tega. In še eno vprašanje, ki se navezuje na to avtentičnost. Zakaj pa sploh težimo k tej pristnosti, avtentičnosti, resničnosti izkustev? Ali ne bi bilo za nas bolje, če bi živeli v udobni in prijetni matrici, kot v krutem resničnem svetu? Kristina, tebi prepustim tole za enkrat. Razmišljam, po eni strani bi bilo super živeti tako nekje, mislim tako, da ne bi bilo bolečine, da ne bi bilo ničesar, ampak jaz občasno tako potem razmišljam, ko, ne vem, se zgodi nek tak boleč spomin, mislim, pride boleč spomin kasneje oziroma dogodek, da je boleč, pa da je nekaj, kar nam ni všeč, pa je bilo za nas neprijetno. Tisti čas je grozno, ampak kar je pa meni zmeraj ena takih stvari, ki pa se rodi, oziroma to mi je zelo všeč, po mojem Mežik to, bolečina bisera rodi. Je bilo meni tako všeč, kako pravzaprav umetnost pa zna to bolečino narediti tako čudovito. Zna pa, takrat pa pride tista bolečina ven z neko tako drugačno noto in v umetnosti se mi zdi, da lahko pa presežemo to. In tukaj je pa nekaj, kar se lahko potem tudi še bolj izrazimo, kar lahko potem tudi mi presežemo nekaj in pravzaprav pojasnimo nek svoj pogled na svet in na nek način se lahko tudi potem pozdravimo in prenesemo tisto bolečino v nekaj lepega. Nekaj, kar se zgodi kasneje. Tako da ne vem, meni je ta aspekt, da mogoče se včasih kakšne stvari prinesejo tudi čez nekaj časa pa nekaj čudovitega oziroma nekaj drugačnega, kot prva nismo sploh pričakovali. No, saj to bi na vse zadnje rekel tudi Nietzsche sam, ja, če bi govorili po tej liniji. Tako da iz tega vidika bi se vsekakor strinjala s tem, kar govoriš. Ampak kot oseba, ki študira filozofijo, se nekako ne morem konkretno opredeliti za neko tako rešitev, ki se mi zdi bolj taka romantična, romaneskna po eni strani, medtem ko če imamo v vidu v kruto resničnost določenih primerov, preprosto ne moremo mimo njih. Ampak za pojme filma se mi zdi, da so se zelo dobro odrezali s tem, da so
frontalno napadli ravno te tematike s prizori. Dobro. Še eno vprašanje je, če si nekdo izbriše spomin na drugo osebo, ali se vam zdi, da to posega tudi v identiteto in pravice druge osebe? Mojem, kar obe strinjava tukaj. Tara bi mogoče ti tokrat začela. Težko mi je, ker ne vem, koliko se gibati v kontekstu zgodbe filma in koliko se izpet ven iz tega. Mislim, odgovor na vprašanje je vsekakor ja, ker vedno moramo gledati na nekega drugega, razen če se ne gremo nekega individualizma. Torej, v tem svetu ne bivam samo jaz kot individuum, ampak vedno moram že predpostaviti neko drugo bitje, nekega drugega človeka. In ti spomini, ukolikor smatram drugega za sosubjekta, so tudi njegovi spomini do neke mere. Ta čas sva delila skupaj. Podobno je s problemom oduzetja življenja samemu sebi, ker lahko zagovarjaš, da ja, saj to je nekaj, kar se jaz individualno odločim narediti, ampak po drugi strani je pa tako, da so tudi drugi ljudje navezani na te, kot na osebo delijo spomine s teboj. In potem spet pride na plano to vprašanje same odgovornosti. In ja, definitivno bi rekla, da je v samem sporu z drugo osebo brisanje spomina. Zdaj, mogoče, če navežem pa jaz na film, tam tudi potem to Joel, ki pravzaprav izbriše spomin zaradi tega, ker je to Clementine naredila. Pravzaprav iz tega nekega maščevanja oziroma, ti si to naredila, zdaj bom pa še jaz. Oziroma, zdaj to tudi jaz ne bom imel. In ga prizadane to, da oziroma njega v njenem svetu ni več. Nekaj, kar je bilo odvzeto, kar potem tudi ni. In kako bi si potem pravzaprav razlagal kakšne trenutke, kako bi pravzaprav preveril neke stvari, če drugi tega ne bi imel. Ne vem, je tako, vseeno smo v nekem odnosu z drugim, pa včasih bi mogoče koga zbrisali, mogoče bi se umaknili in včasih na kakšni točki se mi zdi, da drugače ne znamo, kot pa da se umaknemo, ampak s tem pravzaprav tudi nekako naredimo drugmo neko luknjo in ne moramo iti kar tako mimo, oziroma kasneje spoznamo nekaj, da pravzaprav pa smo bili v nekem odnosu. No? In mogoče, da vam postavim še zadnje vprašanje, ki bo najbrž odprlo več novih vprašanj kot pa odgovorov. Kako presojamo, ali je izbris spominov dobra ali slaba stvar? Kaj je kriterij? Ugodje? Zdi se mi, da ne bi smel biti samo enega kriterija. Se mi zdi, da sem orisala tudi v problemih moralne teorije, ker če privzamemo samo en kriterij, kot je ugodje, kot je sreča, kot je resnica, to preprosto ni dovolj. In za izgradnjo celokupnosti teh kriterijev ne bi terjali samo moralne teorije ali filozofije ali psihologije, ampak mislim, da so to neke take stvari, pri katerih bi morale vse stroke nekako stopiti skupaj. Ker nekako se mi zdi, da v trenutnem svetu, v kontemporarnem stanju niti ni praksa, pa bi morala biti, pa se izkazuje, da je čas za to, da bi morali to čim prej početi, sodelovati skupaj. Tak lep stavek, da bom kar Tari prepustila tole vprašanje, s katerim bom zaključila tako to sodelovanje, se mi zdi res tak ključen element. Dobro, super. Naš čas se je žal iztekel. Tara in Kristina, najlepša hvala vam še enkrat za komentarje in odgovore na vprašanja. Jaz pa bi se zdaj ob koncu dneva še enkrat zahvalila vsem našim sponzorjem, Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS, Federaciji evropskih nevroznanstvenih združenj FENS, Fundaciji Dana, Metalka Medij, Rošu, Adria Lepo, drugim sponzorjem in donatorjem. Še enkrat vas vabim, da nas spremljate na socialnih omrežjih Facebook, LinkedIn, Twitter, lahko se prijavite na novičnik Tedna možganov in Sinapse, lahko pa nas tudi podprete z donacijo. S tem mi zaključujemo četrtkov program na Tednu možganov. Lepo vas vabim, da se nam pridružite tudi jutri na zadnjem dnevu Tedna možganov. Ob 17. imamo še en komentar filma, Jaz, Daniel Blake, kjer se nam bo pridružila psihologinja Hanna Havlina.
Jutri tudi potekajo še 3 delavnice za odrasle in pa 2 delavnici za otroke. Potem pa bomo cel teden sklenili z okroglo mizo, na kateri se bomo ukvarjali z osamljenostjo. Hvala še enkrat vsem, hvala gledalcem, da ste ostali z nami in lep večer vam želim.